Dober dan. Dober dan. Midva sva pa filptologa in naju zanima, kaj dela ortodont. Splošno mnenje je, da ortodont ravna zobe. To je sicer res, vendar delamo še veliko več. Z ortodontsko terapijo seveda želimo poravnati zobe, narediti lep nasmeh, izboljšati obrazno estetiko. Naš cilj je, da se naši pacienti po terapiji sproščeno in samozavestno zasmejijo. Saj veste, smeh je pol zdravja. In res ni prijetno, če ti tvoj nasmeh ni všeč in ves čas skrivaš zobe. Ampak ni pomemben samo videz. Pomemben je tudi ugriz. Mi želimo, da pacienti dobro in čvrsto ugrizajo. Kar pogumno, a te kaj strah? Ma. Kaj boste pa zdaj počeli? Zdaj te bom pa pregledala. Najprej bom pogledala tvoj obrazek. Kakšen je tvoj profil? Obraz imaš harmoničen, lep. Zdaj bova pa pogledala še v usta, pa če lahko fajn odpreš. Super. Tako. Lahko si prav ponosen, ker imaš zelo lepe zobe. Kar skupaj ugrizneš. To, če se pogledaš v ogledalo, a boš pogledala. A vidiš, koliko so ti bolj beli kot te. Zato se jim tudi reče, da so mlečni. Zdaj boš pa še fajn odprl, pa skupaj stisnil. Tako. Aljaša, bi ti tudi rad videl, kakšne zobke imaš? No, potem bomo pa vzeli tole ogledalo, ki ga praviloma vedno damo otrokom, da se lahko pogledajo. Aljaš, zdaj, ko si prišel v ortodontsko ambulanto, me pa najprej zanima, ali si ti zadovoljen s svojimi zobmi? Imaš idealno menjalno zobojo z razmaki. Kaj pa je to? To pa je rentgenska slika zob. Iz nje je razvidno, kakšno je stanje v kosti, to, kar jaz prostim očesom ne vidim. Tukaj videva izrasle stalne zobe, izrasle šestice in pa mlečne. V vrsti pa že čakajo stalni nasledniki. A če bi bilo z otrokovimi zobmi kaj narobe, pol bi mu pa dalo aparat. Ja, potrebno mu je dati aparat, ampak preden mu damo aparat, se moramo odločiti, kakšen aparat bo dobil. Zato pa potrebujemo še podatke. Eden od teh podatkov je študijski model. Sedaj so študijski modeli digitalni in to je skener. Vse, kar boš naredila, je to, da boš fino odprla usta in pogoltnila slino. Zobe je potrebno poskenirati z vseh strani. Najprej se poskenira grizno ploskev, potem pa se zobe skenira še iz vsake strani. To se pa prav izrisujejo njeni zobe. Tako je, ja. In kot vidiš, se na tej sliki bolj natančno lahko vidi, kakšna je situacija v ustih, kakor pa če gledaš direktno v usta. Kakšno pa je idealno zobovje? To je študijski model idealnega zobovja. Kadar imamo odklon, to pomeni, da so zobe preveč naprej, preveč nazaj, levo, desno. Želimo to seveda urediti v idealno situacijo. Moram pa poudariti, da ortodontska nepravilnost ni bolezen, pravzaprav ni nič hudo narobe, če grizemo malo zamaknjeno. A to je pa aparat? Tako je, to je snimni aparat. Z aparati urejamo ortodontske nepravilnosti. V glavnem jih delimo na fiksne, ki so ves čas nameščeni na zobeh, in na snemljive. To je snimni aparat, pacient si ga takole sname in sam namesti. Drugi snemni aparati so pa opornice, tudi te so snemljivi. Takole si ga pacient sname in takole namešča. Kaj pa tale? A tale je pa ves čas na zobeh? Tako je, to je fiksni aparat in je ves čas na zobeh. Mi ga imamo zelo radi, ker ves čas deluje, pacient ga ne more pozabiti, izgubiti. A ti aparati potem pomagajo? Seveda pomagajo. Poglej, kako so krivo zrasli zobje in smo jih poravnali. Zelo pomembno je, da jih poravnamo. Če zelo natančno pogledaš, tukaj nek madež. Ta madež je nastal že pred pričetkom terapije, ker je bil zob tako stisnen, da ga ta otrok ni mogel očistiti. In če bi tako pustili, to je nemogoče čistiti, bi te zobje vse zleti, ta otrok izgubil. Tukaj je bila pa ena poškodba, pa centralni sekalec ni zrasel. Smo pa mogli kirurško odpreti zobek in smo ga tako z eno verižico vlekli zobno vrsto in poglej, a deluje. Velikokrat je premalo prostora za vse zobe. V tem primeru smo pa mogli pult in spet je bila pacientka zelo zadovoljna. Vsi pridni otroci pri nas dobijo nagrado. Lahko si izberete štempilko in jo date na kartonček. Jaz sem izbral ptička. Jaz pa mašnico.